tukaj je plezeči skrečnik, Ja. ravno bujno cvetoč. Krasen je, ne? Kako dolgo bo cvetel? Ja, trenutno je pač višek cvetenja. Najlepši bo še, lep bo še recimo nekje 2 tedna vsega skupaj in mogoče lahko pričakujemo 1 mesec cvetenja. Se pa dogaja potem, da še čez leto lahko tu pa tam kakšna rozeta pač pocvita, ne. Ampak tale blazinast razrast ostane celo leto. Ja, ja. Tukaj lepo vidimo tele mladike, kako hitro v bistvu pokrije tla in se zelo lepo zgosti. Pa še, Tako da stopimo. sploh ni problema, v bistvu je to tudi delno pohodna rastlina. Odlično. Ja, ne smemo sicer hoditi po njem vsak dan, ker bi ga vseeno preveč poškodovali, ampak tu pa tam pa sploh ni problema. Kaj pa Mati, če imamo tako zelo sušno senco, se pravi, da dež ne pride zraven, ker so pregoste veje? Ja, največkrat imamo problem tudi s starejšim drevjem, ne, ker res se tla premalo navlažijo. Tukaj sem pripravil v bistvu nekaj primerov, kaj vse lahko posadimo na take lege. Tudi nekatere trave so primerne, sicer tukaj le valončke še malce v bolj skromni obliki in sicer snežna bela bekica. Zelo dobra tudi za sušne lege. Vsi listki so obrobljeni z dlačicami, tako da še posebej lepo recimo, če jo obsveti jutranje ali pozno popoldansko sonce. Se pa razraste v res lepe goste šope, pa tudi krasno belkasto zacveti. Ja, travam oziroma to konkretno je šaš. Ja, v bistvu ena boljših sort, to je Moravijev šaš, variegata. Ena boljših pa zato, ker zelo lepo obdrži te lepe zimzelene liste in morda samo par konic malce porjavi čez zimo. In skratka zelo lepo stane 12 mesecev na leto, tudi zelo velike šope tvori, dobro prenese sušo in sploh ga ne potrebujemo več zalivati, ko se enkrat uraste. Tako da res ena čudovita rastlina za take lege. Debelačka? Ja, debelačka oziroma ižander ali kar pa hisandro znanstveno marsikdo pozna, ker se jo na veliko sedi, predvsem za večje površine. Morda bi povedal samo to, ko se postari oziroma morda malce razvlečejo ti poganjki, jo lahko tudi kar pokosimo in se lepo zgosti, pa imamo potem mir, ne? Ja, zimzelen je še ena od takih klasičnih pokrovnih trajnic za senčne, polsenčne lege. Tudi ko se enkrat uraste, načeloma ni problem, tudi če imamo neka krajša obdobja suše, ne potrebuje nekega dodatnega zalivanja. Malce manj poznan je pa še tale mleček. Ja, prejle smo pogledali temnolistne, rdečelistne mlečke. Tale je sicer tudi mandljevolistni, ampak gre v bistvu za eno varieteto, robi, ki ima pa temnozelene rozete oziroma liste in tudi zelo lepo zimzeleno stane, spomladi pa prav tako lepo zacveti in je izjemno trpežen. Se tudi razraste. Tako, lepe grmičke tvori in lahko ga sadimo tudi v najslabše tla pravzaprav. Veliko izbire pravzaprav, Ja, da tudi precej. za sušno senco. Precej. Super.